Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Beletrine v živo. Moje ime je Kristjan Koželj, sicer sem urednik pri založbi Pivec, ampak danes je ob meni seveda osrednji gost Moanis Sinanović, ki ga na tem mestu lepo pozdravljam. Živijo Moanis. Mogoče par besed o Moanisu. Je avtor 4 pesniških, 3 proznih knjig in zbirke esejev. Uveljavil se je tudi kot kritik. Leta 2012 je prejel nagrado za najboljši prvenec leta, 2021 pa kritiško sito za zbirko Krhke karavane. Leta 2022 je prejel še Stritarjevo nagrado za najboljšega mladega kritika. Uvrščen je v različne antologije, med drugimi tudi v Moj sosed na oblaku, antologijo slovenske poezije 20. in 21. stoletja. Moanis, danes bo govorila o tvoji najnovejši knjigi, ki je pravzaprav pravkar izšla, z naslovom Vse luči. In kar že kar na začetku nekako pritegne pozornost, je žanrska opredelitev te knjige. Namreč gre za formulacijo, ki je ni prav pogosto videti, in sicer fikcijski esej. Ta besedna zveza, ta opredelitev je mogoče sama po sebi dovolj pomenska, pa vendarle. Zakaj odločitev za takšno oznako? Ja, o tem sva se pogovarjala z urednikom, da bi s podnaslovom dala nek komentar na sintagmo autofikcijski roman, ne, ki je popularna in ki v bistvu označuje vse ali nič. Ne. Ponavadi te knjige niso romani v pravem smislu. Ne. Po drugi strani pa tudi ta ideja autofikcije mi je do neke mere redundantna. Ne. Vsako avtobiografsko pisanje je seveda fikcija, pač človek sebe ne pozna tukaj, da bi lahko verno pričeval o sebi. No, ena od idej začetnih je bila anti-autofikcijski eksperimentalni roman, k čemur sva se potem odrekla. Seveda se mi zdi, da bi to bolj odvračalo bralce, kot jih privlačilo. Tudi da sem iznašel v bistvu to oznako, ki pravzaprav po mojem zelo ustreza samemu tekstu. Zdaj, če greva kar v vsebino, knjiga se pravzaprav začne zelo in medias res. Še eno nočjo na Metelkovi. O naratorju romana v tistem trenutku pravzaprav ne vemo veliko, oziroma ne vemo kaj dost. Šele skozi branje se nam odkrije, da gre za dramatika, dramaturga, človeka povezanega z gledališčem v 30 letih, ki potem, ko ga odslovi žena in se njegov prijatelj znajde v bolnišnici, doživi kolaps, mentalni kolaps in redefinira svoje življenje. Ampak če se za trenutek vrneva k tej Metelkovi. Se pravi, legendarni plac ljubljanskih intelektualcev in alternativcev, dajmo reči, da je to domala mitična točka mesta, se v bistvu pri tebi izkaže kot drugačno mesto od tega, kar sem ravnokar rekel, in me zanima, kaj pravzaprav Metelkova predstavlja v tvojem pisanju. Ja, pač Metelkova je tudi za tega pripovedovalca, ko gleda v preteklost, bil en tak mitični kraj, ko je prihajal kot študent z province, ne? In zdaj pač toliko let kasneje na taj kraj gleda pač precej kritično in se vprašuje o sami naravi alternativne kulture in koliko je te pač zares ostalo, ne? In gleda na Metelkovo kot v bistvu predvsem kraj nekega hedonizma, ne? In tudi nihilizma na nek način, kjer se dogajajo takšne in drugačne stvari, ne? Med drugim so tudi naj bi bil to kraj, ki je namenjen marginalcem in tako naprej, ampak so ponavadi ti ljudje v bistvu tam ljudje, ki mogoče imajo neke mentalne težave in podobno, so bolj kot neko eksotično ozadje, ne? Za v bistvu srednji sloj, ki hodi na Metelkovo. Pa tudi v bistvu v zadnjem obdobju je
so nastale težave z delanjem droge in z spolnim nasiljem in tako naprej. Tudi pač, ko se je premešala malo struktura uporabnikov in tako naprej, s čimer ne napeljujem na nič rasističnega, samo izražam neka dejstva, ki so posledica nekih sistemskih napak. Tako da v bistvu ta Metelkova se z te perspektive kaže kot v bistvu kraj nekega propada. No. Namreč v tem nekem koridorju, ki ga tudi opisuješ in zelo jasno definiraš, ki se nekako ga orisujejo, a ne, Metelkova, konec Trubarjeve, začetek Rožne doline. Ti temu praviš, da gre za en svet, ki je od realnega sveta ločen z neko stekleno steno. In znotraj tega koridorja na eni strani ta tvoj narator srečuje tako ljudi, ki v družbi vihtijo realno moč, kot sva zdaj že rekla, v bistvu, dajmo temu reči, pripadnike resnične družbene margine. In se mi zdi, da do prav teh ljudeh na margini brez izjeme ali pa skoraj vedno čutiš eno simpatijo, no? Skoraj mečken romantizirano simpatijo, pa čeprav gre za ljudi, ki jih recimo družba načeloma izloča, narkomane, tatiče, nasilneže, prostitutke in tako naprej. Seveda, tvoj odnos do tistih prvih z realno močjo je pa velikokrat zaznamovan s prezirom in tako naprej. In me zanima, od kje izhaja ta empatija do posameznikov na obrobju? Ja, zagotovo izhaja iz tega, da sem se večino življenja sam nekako počutil tako, da sem se veliko selil, ne, da sem menjal šole, da sem se moral vedno znova na nek način dokazovati upravičenost svojega obstoja v družbi, tudi zaradi nekega vala nacionalizma, ki je bil zelo intenziven, ko sem jaz odraščal, in iz tega to izhaja. Ne. Tudi vsakič, ko sem zamenjal pač okolje ali pa šolo, je tudi teže priti zraven, ne, nekim ljudem, ki so cool, če tako rečemo. Ne. In potem se pač obrneš k tem ljudem, ki so bolj na margini ali pa ki niso zraven, in pač to postane neka navada in začneš bolj razumeti njihov notranji svet in tako naprej. Medtem je pa zanimivo, da je, mislim, vsaka metropola oziroma pač prestolnica modernih držav v svojem središču združuje elite, ne, ki na nek način živijo od izkoriščanja drugih, ali pa ne nujno izkoriščanja, bolj od nekih svojih povezav medsebojnih in bližine oblasti in tako naprej. Ne. Pri Ljubljani je pa mogoče ta specifika, da je ta elita v bistvu dost vezana na neko politično smer, ki nominalno pač zagovarja, ne, ravno te marginalce. In potem, če gledaš v bistvu z tega gledišča kot ta pripovedovalec in v veliki meri tudi jaz, pač hitro opaziš ta protislovja. Za knjigo odpre in na nek način tudi sklene na misel o tem, da obstajata dobra in slaba večnost oziroma neskončnost. Dobra in slaba neskončnost. In ta misel me je na nek način presenetila, pa potem po premisleku spet ne, ker namreč ponavadi govorimo o dialektiki med končnostjo in neskončnostjo. Ne? Ti pa tukaj postaviš neko drugo dialektiko, se pravi med neskončnostjo, ki jo ljudje poskušajo preseliti v tukaj in zdaj, in med v bistvu neskončnostjo, ki se ponuja po končnosti, po koncu končnosti. In seveda eno je hrepenenje po teh lučeh preseljene neskončnosti, drugo je pa pravzaprav
zavest neskončnosti, ki je ena sama belina. Ali da rečem drugače, bi lahko rekel, da je ena neskončnost, ta slaba neskončnost beg, druga pa povratek domov pravzaprav. Ja, gotovo. Tudi ta slaba neskončnost izhaja iz nekih mojih opazovanj, recimo nekih afterpartijev, ki so v času mojega študija in kasneje bili zelo aktualni v Ljubljani, ko so se pač ljudje družili po stanovanjih in koristili, različna sredstva za doseganje ekstaze. In so takšne zabave recimo lahko trajale po 2-3 dni. In je v bistvu res na neki najbolj temeljni ravni je vse to skupaj težilo po mojem k temu, da dosežeš neko neskončnost. Ali da v bistvu na najbolj temeljni neki biološki ravni pozabiš na smrtnost tudi. In se mi zdi, da v bistvu hedonizem je v glavnem to. Poskus pričarati si nek raj na zemlji za krajši čas, ki pa dolgoročno v bistvu uničuje posameznika in ti povzroči pekel na tem istem svetu. Tako da, ja, tudi ta dvojnost med belino in lučmi je dvojnost med zaslepljevanjem. Tudi na vse zadnje se razsvetljenstvo, ki je v nekaterih pogledih problematičen projekt, po mojem, ki je služil tudi izkoriščanju narave in ljudi v veliki meri, kljub temu seveda, da ima tudi svoje dobre plati, v bistvu temelji na tej ideji razsvetljevanja. Ampak te luči te lahko tudi zaslepijo. Medtem ko je pač belina tu izraz neke prvinske čistoče in v bistvu kot nasprotje svetlobe luči. Eno zanimivo temo tudi odpreš, v kateri se ne govori prav dosta, namreč ti ta vstop v belino zelo vežeš na izkušnjo religioznega. Ja. Vemo, da v tem svetu, ki nekako ga definira Metelkova in ta koridor, se o izkušnji religioznega, o religiji in tako naprej govori na zelo ciničen, zaničevalen, napadalen, zloben, zajedljiv način. Da je to na nek način tudi norma in da, dajmo reči, pri nas recimo so v prvem planu katoličani, ki je drugje tudi pripadniki drugih religij. Me pa zanima, ker ti si deklarirano verujoč avtor, si musliman, in spomnim se, da sva se pred časom pogovarjala, da bi bilo vredno razmisliti o nekem forumu verujočih intelektualcev, ki bi na nek način poskušal uravnotežiti ta javni diskurs. Še vedno meniš, da bi tako skupino potrebovali, in sicer kako nasloviti ta sovražni diskurs do verujočih? Ja, v bistvu res opaziš pri ljudeh, ki so tudi lahko intelektualno močni, pa en zelo v bistvu primitiven dostkrat odnos do religije in verujočih, v bistvu sploh nočejo ukvarjati s tem vprašanjem in po svoje delajo tudi škodo sami sebi, ker potiskajo verujoče na drugo stran. Je pa ta odnos do religije pri nas in marsikje drugje po zahodnem svetu zelo povezan s politiko in zgodovino. In se to dvoje praktično enači. Tako pri neverujočih in do recimo antiteističnih intelektualcev. Moče to še v Ameriki na nek način še bolj izrazito, kot strani verujočih intelektualcev. Nekako se spontano pričakuje, da se bo neverujoč uvrstil na levo stran, verujoč pa na desno stran. In to je lahko v bistvu tudi neka ovira ne samo za komuniciranje religije, ampak tudi
za komuniciranje med vernimi ljudmi samimi, ne? Ker se vendarle v politiki odloča o nekih bistvenih vprašanjih sveta. Ne? Vsekakor mislim, da neka povezovanja in sodelovanja so nujna in tudi potrebna zato, ker da si sami razjasnimo, na katerih pozicijah stojimo tisti, ki pač smo religiozni. Ne? Vsekakor. No? In pač tudi za dialog med religijami. Tle mi je zelo zanimiv pač primer založbe Kult kdo s Tadejem Riflom, ki dost gradi na tem in pač knjige te založbe ne moreš zdaj uvrstiti na desnico ali pa na levico ali pa na liberalizem ali na karkoli, ne? Ker so v bistvu neko izraz nekega bolj pristnega mišljenja ponavadi. Ne? In to se mi zdi en tak dober projekt. Zdaj, ko smo že pri diskurzu, ob koncu knjige se posloviš od kriptične govorice, ki hoče biti na vsak način inovativna in odkrivati nove svetove, in prisežeš na govorico običajnih ljudi. Med drugim zapišeš oziroma izreče tvoj pripovedovalec: govoril bom o jasnih nasprotjih, o dobrem in zlu, kajti svet je na koncu koncev jasen. Ničesar skrivnostnega ni tu, obstaja ena pot, ki je prava, in ena pot, ki ni prava, čeprav se nam včasih kažeta kot mnogotere poti. Podobno kot obstajata samo resnična in lažna nesmrtnost, od lažne pisateljske pa ni ostalo kaj dosti. Njene edine priče so šolska berila, in šolska berila so drugačna od vsega, kar se zdaj kaže naokoli. To je konec citata. In bolj kot sem se potapljal v to tvoje besedilo, bolj me nekako prešinilo, da med tema dvema svetovoma ni več prav veliko mostov. Mogoče kakšne drobne brvi za posamična spreobrnenja, za posamične prehode, ampak da sta načeloma med sabo precej dokončno razklana. Mogoče se motim, mogoče obstaja še vedno kakšna možnost sprave, ne vem, kako ti vidiš dvojnost. Kot prvo bi rekel, da to v bistvu ta pripovedovalec izjavi na eni zelo občutljivi točki svojega razmisleka oziroma življenjske poti. Kot drugo bi pa rekel, da med tema dvema na neki ontološki ravni pač res ni prehoda, kar pa ne pomeni, da je v bistvu jasno razpoznavna. V tem izrazu, da je samo prava in neprava pot, se v bistvu skriva ravno potrditev nekega pluralizma. Ker je v bistvu ta prava pot je sicer zelo jasna, ko enkrat hodiš po njej, ampak jo prekrivajo v bistvu razni trenutni družbeni konflikti in tako naprej, ki so včasih res, mogoče tudi upravičeno, nepresegljivi. Mogoče pač živimo v neki dobi, ko se morajo neke stvari žal obračunati med sabo, na intelektualni, upajmo, da ne tudi na neki fizični ravni, čeprav se seveda vidimo, kaj se dogaja v svetu in v bistvu se to dogaja, vendar pač ne tu, kjer mi živimo. Tako da gre za neko, po mojem, dialektiko. Bi rekel jaz osebno, da mislim, da vedno se lahko zavežeš etičnemu delovanju dosledno, čeprav ni nujno, da ti bo to uspelo, in v bistvu ne delaš kompromisov, ker na neki točki sem se enostavno pač tako odločil, tudi jaz. In ravno v tem nekem svetu, ki daje
pa ne bom ravno za vsak način rekel občutek, da ne bi rad bil dramatičen, ampak nekih end days, nekateri govorijo, so neke napetosti, ki jih dolgo nismo bili priča, pa vendarle je treba preživeti. In mislim, da vsak od nas želi preživeti tudi na način, da ohrani nek določen notranji mir, da ga ne raztrga vse, kar se dogaja okrog njega. In me zanima, kako preživeti. A je to na eni strani boj za pravo pot, ali je to mogoče na drugi strani vztrajanje v neki presežni, lahko rečemo tudi božji ljubezni, ali pa pravzaprav ti dve stvari na koncu niti nista ločeni? Ja, jaz mislim, da nista ločeni. Pravzaprav sem gotovil, da je človek bolj, vsaj nekateri ljudje so bolj nemirni takrat, ko ne izražajo recimo mnenja ali pa ne opozorijo na nekaj, ali pa zadržujejo sebe in v bistvu hočejo na silo v bistvu ohraniti nek notranji mir, ne. Medtem ko po mojem pomirja pač neka doslednost, ne, in neko opozarjanje na stvari, tudi če se zmotiš kdaj, ne. In tudi po mojem sovraštvo ni nujno izključeno iz vprašanja miru, je pa to sovraštvo lahko v bistvu to je sovraštvo je subliminirano sovraštvo, ni pač pritlehno sovraštvo. Ti si kristjan in veš, da je Jezus med drugim rekel, da je prinesel meč na zemljo in da bi prišel, da bi ločil, ne vem, starše od otrok in tako naprej. Ja. Tako da ljubezen in sovraštvo sta po mojem temeljno povezana, vendar ne nujno na način, kot ga razume neka hedonistična potrošniška družba, ne, v kateri živimo. Pač ta povezanost se verjetno najbolj razkrije v nekih herojskih situacijah, ne, v nekih bojih osvobodilnih, v bojih proti kapitalizmu, če hočeš, v bojih, ne vem, za pravice in te naprej, ampak ko so ti boji res pač organski, ne pa pač abstraktni, ne. In takrat tudi lahko pristno religiozno občutje nastopi in takrat tudi ljudje, ki niso verni, lahko začutijo pač nekaj od tega. Dober primer so recimo južnoameriški različni gverilci, ne. Tudi v Južni Ameriki je nastala teologija osvoboditve, ki med socializmom in vero ni v bistvu videla protislovij. Tudi pri nas smo imeli Kocbeka, ne. In še marsikje je bilo veliko takih primerov. Zdaj, neko čist kontemplativno življenje mislim, da je okej za nekatere ljudi, da imamo različne karakterje, različne usode in poklicanosti, pač ne bi zdaj nikakor zaničeval nekoga, ki se umakne, ne vem, meditirati na goro in tako naprej. Mislim pa pač, da to ni nujno edina pot, da najdeš mir. Mir lahko najdeš tudi skozi boj pač in tudi sam boj je lahko etičen, ne. Marius, najlepša hvala. Hvala za ta kratek pogovor. Hvala tudi vsem, ki ste bili z nama. Z Mariusom bova o knjigi Vse luči povedala še kaj več na predstavitvi 11. septembra v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Vabljeni tudi tja. Sicer pa dobrodošli k spremljanju Beletrine v živo in vse dobro. Hvala še enkrat. Beletrina v živo.